Živijo, pozdravljeni v premierni oddaji KŠŠ-jeve Kramljalnice, kjer danes gostimo Andreja Paškrabo, matematika in ekonomista, s katerim se bomo danes pogovarjali o svetu kriptovalut in o nekih osnovah blockchain tehnologije. Živijo Andrej, pozdravljam v Škofji Loki. Z nami pa sta tudi Amadej in Jure, študenta ekonomije, ki sta tudi v svetu kriptovalut in skupaj s kolegi iz fakultete ustvarjajo nek kripto startup. V bistvu današnji pogovor bo potekal v 3 delih. Najprej bomo z Andrejem skozi vprašanja obdelali osnove kriptovalut in blockchain tehnologije, potem bomo prešli malo na take tematike za filozofiranje in polemiziranje, na koncu pa sledijo še vprašanja vas gledalcev, na katera bo Andrej odgovoril. Pa vas kar vabim, da tudi med pogovorom v komentarje pišete, če vam karkoli pride na pamet in bomo na koncu na vse odgovorili. Zdaj pa Andrej, bi kar začel. Lahko poveš nekaj o sebi, iz kje si, katero fakulteto si obiskoval, kako si prišel do ideje za ustanovitev Astre, kje si zaposlen? Ja, najprej hvala za povabilo. Ja. Jaz sem iz Ljubljane, študiral sem na ekonomski fakulteti, tako da je 10 let po moje pred vama. Zdaj, na idejo Astre sem prišel v času študija in takrat v bistvu je postajalo popularno to e-izobraževanje. Ja. Jaz sem takrat začel spremljati Stanford pa MIT in oni so bili med prvimi fakultetami, ki so v bistvu začeli to objavljati na internet, prav neka posneta predavanja. To se je meni zdelo ful dobro. V tistem času je pa nastal tudi Khan Academy in meni je ta ideja, da daš neko izobraževanje, se pravi neko tako učno vsebino na internet, mi je bila pač ful všeč. Ja, pa se mi zdi tudi odziv nasploh slovenskih, predvsem dijakov, je zelo pozitiven. Vsi objavljajo, da spremljajo Astro in da jih rešujejo tvoje inštrukcije. Ja, to je, mislim, bom tako rekel, je zelo, nisem nikoli si mislil, da bo tak, da bo prišlo do tazga uspeha tega portala. Ampak je bilo narejen pa z namenom, da si pač lahko vsak zastonj pomaga. Tako da me zelo veseli, da je to velikem številu pač učencev, dijakov, da jim je to v pomoč. In ja, sem zelo zadovoljen, da je zdaj pač portal tako obiskan. Sploh zdaj, ko bo spet matura, ki se bliža, pa je zdaj toliko tega učenja v doma in odkar se je začela pač ta korona, imam pač zelo velik obisk na strani. Drugač pa sem pa zaposlen kot vodja marketinga v podjetju NiceHash, ki je pa največji svetovni posrednik za računsko moč, ki se uporablja za rodarjenje kriptovalut, pa tudi borza je zdaj, sprav kriptoborza. Hvala. Ok, pa če bi začel zdaj z osnovami. Kaj je to blockchain? Se pravi, neznanec prije na ulici do tebe pa reče: Andrej, daj mi povej, kaj je to blockchain. Prvič slišam. Kaj bi mu rekel? Mislim, neznanec na ulici ne bo nikoli vprašal, ker je to pa zelo kompleksna stvar. Zdaj, to nas je začelo zanimati zato, ker je veliko ljudi ugotovilo, da se tukaj da z nečem, kar se imenuje Bitcoin, da se da zaslužiti. In ja, v ozadju je zdaj nek blockchain. In potem tistega, ki zanima, v kaj vloži, kar bi nekako mogla biti prva lekcija investiranja, da veš, v kaj vlagaš, bi se mogel vsak s tem srečati. Žal, veliko ljudi še vedno ne ve, kaj to je. Ampak če bi mogli nekomu zdaj to opisati, blockchain je neka decentralizirana baza, ki nima neke centralne oblasti, se pravi,
nekega skrbnika, ampak je v bistvu ta baza porazdeljena med velik deležnikov oziroma teh podpornikov, rečemo, sistema. Gre pa enostavno za bazo, kjer so oziroma verigo blokov oziroma nekih seznamov transakcij. Se pravi, tukaj mi zapisujemo transakcije in zapis teh transakcij je v tej valuti na blockchainu, ki se imenuje Bitcoin. Se pravi, tako, ko imamo bančne sisteme, kjer naše banke nam ponujajo možnost, da odpremo nek naš osebni bančni račun in imamo gor neko stanje. Tako nam blockchain omogoča, da neko stanje v bitcoinih oziroma da neke transakcije, ki jih lahko mi podpišemo z svojim privatnim ključem, da lahko mi v bistvu shranimo na to decentralizirano bazo, nad katero noben nima nadzora. Tako da, če je bančni sistem, se reče account-based, kjer naša banka oziroma kjer banke vodijo račune svojih komitentov, je blockchain neka decentralizirana stvar, kjer nima nihče v bistvu nadzora nad tem, oziroma nihče ne more početi nekih sprememb, brez da se za to večina strinja. Imamo pač lahko, se pa temu reče transaction-based system, kjer je važno samo, ali lahko nekdo izvede neko transakcijo. Spravi, lahko jaz tebi pošljem, imam jaz dovolj teh bitcoinov na nekem naslovu, da jih lahko iz svojega naslova prestavim na tvoj naslov. Tako da to je nek tak zelo preprost opis, ki pa mogoče še vedno zveni zapleteno, ker pač to ni preprosta stvar, zato ker tukaj se je združilo veliko konceptov. Ne vem, treba razumeti prvo, kaj je internet, pol kaj je peer-to-peer tehnologija, kaj so digitalni podpisi, kaj je kriptografija. Tako da zaradi tega ima velika večina ljudi pač težave to razumeti, ker ni tako preprosto tega niti razložiti. Zdaj, jaz sem nekomu to tako besedno povedal, bi mogoče mogel imeti neko tablo, da bi neke stvari tudi narisal. Tako da to je super, da si primerjal to s tem bančnim sistemom. Mogoče lahko samo še to dodamo, da pri Bitcoin blockchainu v bistvu je to popolnoma prosto dostopno na internetu. Se pravi, vsak, ki ima dostop do interneta, lahko preveri vsako transakcijo, pa lahko ve, da je v bistvu ta transakcija dejansko pravilna in potrjena. Se pravi, temu se reče, da je sistem permissionless, se pravi, da kdorkoli lahko zdaj, se pravi, je odprotokoden, vsak lahko potegne tako imenovan Bitcoin Core, to je pač nek software, ki ti omogoča, da ti potegneš celotno kopijo blockchaina od ostalih zdaj teh nodov, kako se temu reče, vozlišč na internetu. In potem, ko imaš ti pač to celo kopijo pri sebi, lahko v bistvu preverjaš, ali nekdo, ki ti pošilja Bitcoin, a je ta transakcija v bistvu legit. Da bi pa nadaljevalo v bistvu, kaj je v bistvu človeštvo pridobilo s to tehnologijo blockchain, pa mogoče potencialno uporabne lastnosti v prihodnosti, se pravi, kakšen konkreten primer recimo te tehnologije. Mislim, pridobila je Bitcoin, človeštvo je pridobilo Bitcoin. To je en zelo, zelo velik problem, ker kaj v resnici, če bi se mi zdaj vrnili na ta Satoshijev white paper, pa mogoče se lahko res vrnemo zdaj na ta začetek, ker vem, da je to pa tudi nekje tam v vprašanjih. Se pravi, ideja, da imamo mi nek elektronski denar, ni nova. Te ideje so tudi že v 90-ih, tako v bistvu s pojavom interneta so nekako te ideje zaživele, se pravi, da bi mi lahko nekako plačevali preko interneta z denarjem, z nekim elektronskim denarjem.
In recimo to idejo je hotel PayPal narediti. Ne. Tam je bila ideja, da bi naš elektronski naslov bil naša denarnica. Ne. Se pravi, ti si v bistvu ti na PayPal dobiš tako, da nekomu pošleš na njegov e-mail neko stanje. Ne. Ampak PayPal, gremo zdaj lahko čisto teoretično, PayPal je centraliziran sistem za to. Ne. Se pravi, PayPal je neka firma, ki ima neke svoje serverje in ti nudi to infrastrukturo, da ti recimo, ne vem, na svoji spletni strani sprejemaš donacije ali pa imaš spletno trgovino in sprejemaš plačila preko Ima PayPala. samo ta firma nadzor nad tem. Tako, in ima ta firma nadzor nad tem, ne, in ti tukaj zdaj, če ne igraš po tej, oziroma moraš sprejeti vsa pravila, ki ti jih oni določijo. Ne. Potem imamo pa neko gibanje, ne, ki živi že od začetka pojava digitalizacije pa interneta, tako imenovan cyberpunk. Ne. To je pa neko gibanje, ki v bistvu neka ideologija, ki ne mara velikih centraliziranih avtoritativnih sistemov. Ne mara države, ne mara davkov, ne mara, se pravi, tako zelo libertarno, tehnološko usmerjena. In v bistvu tukaj se potem rodijo ideje, recimo tudi ideja po privatnosti je tukaj zelo pomembna. Ne? Se pravi, zakaj bi nekdo, če jaz nekaj počnem na internetu, zakaj bi mogel to delati s svojo identiteto. Ne? Zdaj, a je to v redu? Ne, pustimo, to je neka posebej debata, ampak recimo, da ima vsak neko pravico do zasebnosti. Ne? In v bistvu iz tega gibanja se rodijo te ideje o nekem decentraliziranem elektronskem denarju, ne, nad nekim sistemom, nad katerim nihče nima nadzora. In zdaj je bil velik izziv, kako to narediti. Ne, ker ko se mi premaknemo iz tega zdaj papirnatega denarja, ki ste ga tako naredili na te rogove, a veš, kaj se zgodi, ko jaz pridem v trgovino pa probam plačati s fizičnim denarjem? Ne? Je ta menjava se zgodi tam na mestu. Ne? In jaz zelo težko bi recimo ta bankovc porabil dvakrat, ne, v fizičnem okolju. Če pa se mi premaknemo zdaj v digitalno sfero, kar pomeni, da mora nekdo napisati software za to, ne, in mora neka koda programska to izvršiti, pa to pomeni, da lahko mi to kodo, če smo neki hekeri, ne, prirejamo v svoj prid. Zato je digitalni elektronski denar tako težko narediti, da bi bil tak, da se ga ne bi lahko zlorabljalo. Ne. In v bistvu to je ta originalen Satoshijev white paper. Ne. Pa kako to nastane, se pravi, Satoshi je bil pa nek, zdaj ne ve se, ne, to je psevdonim. Zdaj je bila to skupina ljudi, ali je bil to en človek, to ne vemo. Ne. Ampak v glavnem ta oseba ali pa te osebe so pod tem psevdonimom objavile ta white paper. Ne vem, kako je to sploh v slovenščini, zdaj ne prevajajo bela knjiga. To je v bistvu nek znanstveni članek, se tudi napisan je tako, ima nek abstract, ne, pa opredeli nek problem in neko rešitev. No in če gremo mi to brati, ne, kaj lahko tam izluščimo? V bistvu izluščimo lahko to, da je v tem white paperju je izpostavljen problem dvojnega zapravljanja v digitalnem okolju. To pomeni, da bi jaz, če bi naredil nek elektronski denar, ne, lahko pač ali pa nekdo, ki bi to želel zlorabiti, bi lahko napisal oziroma sprogramiral neko vrednost v svoji denarnici. Ne. In seveda bi to vsi hoteli početi. In v bistvu mi rabimo sistem, ki reši ta problem. In to je v bistvu potem opis v tem white paperju in to je Bitcoin. Ne. Zdaj pa kako se pa to doseže, je pa zdaj nova enourna razlaga. Doseže se pa to pač s kriptografijo. S kriptografijo in tako, da mi rečemo, ok, ne bo centralne oblasti, zato ker če ima nekdo centralno moč, lahko pač to absolutno
zlorabi. Zato bomo mi to potrjevanje teh transakcij bomo mi razdelili na mrežo, med veliko posameznikov in te posamezniki se bodo med sabo kontrolirali. To je v bistvu ta velik preboj tukaj, da imamo lahko mi elektronski denar v okolju, kjer si nihče med sabo ne zaupa, ampak na koncu pride do zaupanja. To je tako imenovan konsens. Mi dosežemo konsens s tem, da preklopimo svoje računalnike in s tem, ko preklopimo svoje računalnike, moramo uporabljati neko elektriko. In to ne bi bil pač nek dokaz, da smo mi v teh svojih namenih pošteni. Da mi tukaj zdaj, če bi rekli, jaz bi lahko zdaj rekel, fantje, dajmo mi zdaj začeti klele voditi pač neko svojo banko, ampak jaz bom tisti, ki bom vse te knjige vodil. Vi boste meni sam nosili denar. In seveda bi vas zanimalo, jaz počnem vse pošteno. Če pa mi to, in to bi bil centraliziran sistem, če pa mi to decentraliziramo, se pravi, če bi vsak zdaj na svoj list papirja začel to pisati, bi mi na koncu enostavno lahko to primerjali med sabo. In bi rekli, ti si zapisal to, ti si zapisal to, ti si pa nekaj hotel zgolfati in bi te vrgli ven. In to je v bistvu, to je blockchain. Se pravi, da veliko ljudi vodi seznam nekih transakcij in med sabo si mi lahko, seveda, ker je to povezano na internet in ta software med sabo komunicira, lahko mi zaupamo pač programu, da bo preveril vse ostale in imel in bomo mi skupaj dosegli nek konsens. In to je v bistvu uspel pač Bitcoinu, da je celo to izmenjavo vrednosti v digitalnem okolju je preselil pač na internet in to decentraliziral. Mogoče še to izpostavimo, da v bistvu več kot je teh potrjevalcev, bolj varno je omrežje, bolj je zaščiteno. Tako, ker več ko jih je, več jih moraš uničiti, da v bistvu... Da bi nekaj slabega naredil. Da bi nekaj zlifal, tako je. In to je največja v bistvu lepota tega sistema. Ker zdaj res lahko rečemo, banke ne rabimo, ker smo tukaj si mi na internetu zgradili neko alternativno rešitev, ki je do zdaj v 10 letih pač pokazala, da deluje. Ker je vsak človek, ki je v bistvu lastnik Bitcoina, lastnik lastnih financ. Če neka banka, nek posrednik, je v bistvu banka še zmeraj lastnik tvojega denarja, ti imaš samo pravico, da uporabljaš. V bistvu tako, če zdaj malo zafilozofiramo, je za vsakega posameznika je pomembno, se pravi, živimo v družbi, kjer nekako je neka vrednota zasebna lastnina. Se pravi, ti imaš neko lastnino, vsak ima neko lastnino. In zdaj, mi kot ljudje hočemo, da je ta lastnina, da imamo nekaj vrednega, da imamo več od nekoga drugega, pač tako delujemo. Nekako pomembno nam je neka ta naša lastnina. In to lastnino, je v zgodovini, imamo nešteto primerov, ko se ena skupina ljudi odloči, da bo lastnino ene druge skupine pač si prilastila. Ali je to zemlja, včasih je bila pač to zemlja. So pač ljudstva si nekako zemlja prisvajala. Pol so to ratale neke surovine, zdaj so pa to dobrine. In vemo, tudi na našem ozemlju je pač bila smo bili priča temu, ko so na neki točki v zgodovini je neka skupina ljudi rekla, dajmo mi vse nacionalizirati. In so pač ljudje izgubili svojo privatno lastnino. In to si verjetno noben ne želi. Da nekdo pride in ti reče, to pa zdaj, kar ti imaš, bom pa jaz vzel, oziroma bo to zdaj, ne vem, družbena lastnina. In veš, to se lahko zgodi, ne vem, vse je dogajalo v zgodovini, da so orožje zaplenili, da so zaplenili zlato, da so zaplenili, ne vem, zemljo, tehnologijo, karkoli. In Bitcoin je v bistvu prva taka stvar, da ti je pa ne more noben zasežiti.
razen če bi zdaj internet ugasnil dol. Ampak če ugasneš internet, po moje, bo Bitcoin še najmanjši problem. Ja, bo Bitcoin najmanjši problem. Banke, v bistvu celotne banke laufajo na tem sistemu, stock market, oziroma delniški trg. To bi mogel popolnoma cenzurirati, oziroma ne vem, jaz si ne predstavljam, kako bi to izgledalo. Ja, in Bitcoin, veš, je res digitalni sef. Digitalni sef, ki je pač zaščiten z kriptografijo, in če imaš ti pač svoj privatni ključ, ki je podpisal te transakcije, ki so zdaj na blockchainu, ti nihče ne more tega vzeti. In to je tudi ena taka v bistvu družbena, ki si vprašal, kaj nam je blockchain prinesel. To nam je prinesel. Da ti v bistvu lahko danes neko vrednost shraniš v nek internetni sef, do katerega noben nima dostopa. In to je, mislim, zame je to fantastična taka revolucija tehnološka. Zraven je pa Bitcoin še tako narejen, v bistvu, da je omejena. In ljudje smo tako narejeni, da to, kar je bolj omejeno, tu bo na koncu več vreden. Ja, to je pa pol, se pravi, vsa ta pravila, temu se reče protokol, se pravi, ta Bitcoin protokol ima zapisano omejeno število pač teh bitcoinov, 21 milijonov, in tudi to je to je pa v bistvu neka psihološka, nek psihološki dejavnik, ki ljudi kot neke živali, ki cenijo to omejenost, privlači. In je tako, redkost je tista stvar, se pravi, če imamo mi nekaj redkega, mi temu dajemo vrednost. Jaz vedno rečem, če bi zdaj mi, recimo, da bi nastala neka bolezen, veš, ki bi vse pomaranče zgnile, ja, mislim, tista zadnja pomaranča bi bila, 100 milijonov bi bila vredna, ki bi jo en hotel pojesti, da bi bil zadnji, ki bi pomarančo pojedel. Tako da pač to je neka stvar, ki jo ljudje imamo, da so redke dobrine, redke stvari so pač nam več vredne. Zdaj, ko si izpostavil v bistvu redkost Bitcoina, bi mogoče gledalce zanima, skozi poslušamo o tem nekom halvingu oziroma prepolovitvi, pa bi bilo mogoče zanimivo, da jim v bistvu to malo razložiš. Kaj je res ta halving? Ja. Zakaj dela Bitcoin ta halving toliko poseben? Zdaj tako, če smo rekli na začetku, da mi v bistvu hočemo nek sistem za elektronski denar na internetu, in če hočemo, da je ta sistem decentraliziran, potem moramo nekoga prepričati, da začne ta sistem vzdrževati. Da bo dejansko, da bo potreboval te transakcije in da bo potem hranil, to pač na svojem računalniku, da bo hranil to zgodovino teh transakcij, da bo hranil ta blockchain. In v protokolu je bilo in potem se potem se je Satoshi vprašal, kako bi jaz zdaj lahko ljudi, kakšen incentiv, kakšno spodbudo bi jim lahko dal, da bi oni ta sistem začeli uporabljati, da bi ga začeli vzdrževati. No, in v protokolu je zapisano eno pravilo, da če ti ta sistem vzdržuješ in potrjuješ te transakcije, ki nastajajo, boš približno vsakih 10 minut boš za to nagrajen. No, in nagrada za to, da ti v bistvu najdeš, da ti, se pravi tako je, vsi, ki ta sistem, ki hoče tukaj sodelovati, morajo pač te transakcije potrjevati. Ampak v ozadju teče pa še en mehanizem, to je tako imenovano rudarjenje. Zdaj, ta beseda rudarjenje, to je zelo slaba beseda, ker to je pač potrebovanje transakcij. Ljudje si predstavljajo rudarjenje, neko kopanje, ampak v bistvu to sploh ni rudarjenje. To veliko zmede vnaša v to razlago, in jaz vedno probam reči, rudarjenje je zelo slaba beseda, dajmo temu reči, dajmo si zapomniti, da to je potrebovanje transakcij. Potrebovanje transakcij in hranjenje pač zgodovine teh transakcij, se pravi celega blockchaina. No, in če
ljudje, ki to počnejo, v tem sodelujejo, seveda morajo dokazati, da so pošteni. Se pravi, ni samo dovolj, da ti zdaj tukaj s svojim računalnikom, zdaj si priklopljen in to počneš, še vedno bi lahko nekdo se najdel, ki bi bil nepošten. Zato moramo nek nov mehanizem si spomniti. No in v ozadju je mehanizem čist preprosta kriptografija, da moraš ti za to rešiti neko matematično enačbo. Ti dobiš neko hash funkcijo in ta hash funkcija poskrbi, da moraš ti najti neko številko. Tako, čisto, to je najbolj prosta možna razlaga. Se pravi, ti iščeš neko številko. In potem je v protokolu določena neka meja. In če ti v 10 minutah najdeš številko, ki je pod to mejo, pomeni, da lahko ti predlagaš nov blok. Se pravi, blok je seznam transakcij in ko ti iščeš, ko ti potrjuješ te transakcije in jih zapišuješ v svoj blok, potem pride neka točka, ko rečeš, jaz sem pa zdaj najdel neko vrednost, nek nons in to najaviš networku in če network se s tem stanjem strinja, potem to pomeni, da si najdel nov blok in se vsi s tem strinjamo, vsi pa to dodajo v svojo kopijo blockchaina. No in ko to narediš, dobiš nagrado. Si ti bil tisti, si za to nagrajen. No in v začetku je bila ta nagrada 50 bitcoinov, če si to naredil. In v protokolu je zapisano, ampak zdaj pa kaj pa bi bilo, če bi skozi bilo 50, zelo hiter bi vse te parih letih. Tako, v parih letih bi te bitcoine se narudarila. Zato je v protokolu zapisano pravilo, da se vsakih, da se ne bom spomnil, koliko je točna številka blokov. Ja, ampak je število blokov je 210 000. Ja, nekaj tazga, vse to se lahko preveri. Se pravi, 210 000 blokov, če jih je točno toliko, zdaj se ne spomnim, ampak zgodi se to na približno vsake 4 leta, se pa ta nagrada prepolovi. Se pravi, je šla po 4 letih na 25, potem smo imeli 2016, se je prepolovil na 12,5 in lansko leto se je maja prepolovilo na 6,25. In čez 4 leta, oziroma zdaj čez 3 pa še nekaj, se je ena stran, ko v bistvu to odšteva, se bo spet prepolovil. In to pa zdaj vnese čist en nov, v bistvu nek ekonomski vidik tega. Se pravi, imamo mi skozi manjši pritok novih bitcoinov. Ker tukaj se v bistvu ustvarjajo novi bitcoini. Se pravi, s tem, ko ljudje ta sistem pomagajo vzdrževati, so zato nagrajeni z novimi bitcoini, ampak to početje bo vedno težje, oziroma ta težavnost, to je pa ta meja, ki sem prej rekel, da moraš najti neko številko, se pa zdaj vedno težje to narediti. In rabiš vedno večjo računsko moč, da sodeluješ v tem početju. No, in halving je v tem eventu, ko se pa ta stvar prepoli, se pa reče halving, oziroma neka razpolovitev te nagrade, ko gre to na pol. In to ima pa neke zdaj ekonomske posledice, na katere pa morajo te potrjevalci, vzdrževalci blockchaina, morajo biti zelo, morajo to imeti v svoji kalkulaciji. Ker seveda, potem, ko pa je Bitcoin enkrat, na začetku je to bilo zelo tako, mi imamo zdaj tukaj nek sistem, deluje tako, iz enega naslova moram podpisati transakcijo, gre na drug naslov, cool. Nekaj dejansko lahko kupam za to, ker nekje ljudje obstajajo, ki bi radi nekaj prodali, pa sprejeli bitcoine. Ampak kaj pa zdaj? Seveda so nekateri ljudje, in tukaj smo Slovenci bili zelo veliki pionirji za Bitstampom, smo imeli ljudi, ki so rekli, da bomo mi borzo naredili, kjer pa bomo združili v bistvu ta fiat, denar, se pravi, bomo probali narediti nek bridge, nek most, se pravi neko stično točko, kjer boš pa ti lahko te bitcoine zamenil v denar in obratno. Naredili bomo v bistvu tržnico, kjer boš lahko ti prišel s cashom in s cashom kupil bitcoin. In potem pa nastane ta špekulativni aspekt.
tle je neka dobrina, ker to je zdaj dejansko neka dobrina. Ne? To je neka dobrina, ki ima take lastnosti, to je neko omrežje, jaz, če hočem tukaj sodelovati, moram imeti neke računalnike, moram pač plačevati elektriko za te računalnike, se to meni splača. Ne? In dobimo ta nek v bistvu business incentive. Ne? A se čemo mi to iti zdaj kot neki poslovneži in seveda ljudje so to vzeli resno. Ne? In imaš danes v bistvu celo to, zdaj spet mining industrijo, ampak to je v bistvu industrija vzdrževanja in potrjevanja transakcij na blockchainu. Mislim, ta del je tudi zanimivo, ker v bistvu na enem bregu imaš ti tradicionalni bančni sistem, ki vemo, sploh v zadnjem času, v zadnjem letu recimo pospešeno printajo denar, vemo pa pač, če neke stvari je zmeri več, je zmeri manj vredna. Na drugi strani imaš pa Bitcoin, ki je zaradi tega halving eventa vsake 4 leta v bistvu ga izmerje manj, se pravi kontra kakor normalne banke, in se pravi ljudje v tem vidijo vrednost, se pravi zamenjajo nekaj, kar je vedno manj vreden v nekaj, kar v bistvu je tako sprogramiran, da bo čez vedno več. To si zelo dobro povedal. In tukaj ljudje to zdaj res vidijo kot nek zelo dober hranilec vrednosti. In jaz tudi mislim, da je Bitcoin zdaj nekako dosegel, da je dosegel bolj ta namen. Ker na začetku, tudi se to še v white paper, se imenuje pač Bitcoin Peer-to-Peer Electronic Cash System, da bi to bil nek elektronski denar. Saj je, ampak ljudje smo očitno najdeli neko drugačno vrednost ali pa nek drugačen namen in se zdaj to bolj uporablja za to, da ti tukaj shraniš vrednost oziroma špekuliraš zaradi teh argumentov, ki si jih naštel, da bo čez čas to vedno več vredno. Tako kot neko zlato. Mislim, jaz z neko palco zlata, kaj dosti nimam za početi. Mislim, so ful je več uporabnih stvari v življenju. Lahko imam avto, pa se okoli premikam, pa ne vem, imam doma neke dobrine, ki mi olajšajo življenje. Ampak z neko ploščo zlata, pa jaz nič ne morem delati v bistvu, kot nek normalen človek. Tako da tudi ljudje imamo zlato, izključno z namenom, da bo enkrat dražje in da ga bomo v prihodnosti lahko prodali. In tukaj pri Bitcoinu je podobno, je zdaj nekako postal, se počasi uveljavlja ta termin Gold 2.0. Sprav neko digitalno zlato in dejansko, tako kot sem rekel, blockchain je pa v bistvu zdaj nek digitalni trezor, kjer imaš te zlate bitcoine noter. Se tega bomo še prišli. Daj samo to še povej. Se pravi, rodarjenje smo rekli, potrebovanje transakcij, oziroma dobiš neko nagrado. Kako pa to izgleda v fizičnem svetu? Kako sem jaz, recimo, kako jaz rodarim kot oseba, kaj rabam, da jaz začnem rodariti bitcoine? Zdaj tako, načeloma rabiš, prvo moraš ti postaviti nek node, se pravi, moraš imeti ta Bitcoin Core in zraven moraš postaviti mining node, kar pomeni, da rabiš pač v bistvu rabiš software. Ti rabiš nek software, se pravi, rabiš nek računalnik, nek software, ampak ti potem iz networka dobivaš pač s tem, ko potrebuješ transakcije, pač moraš iskati ta nonce. Zdaj, to je pa zelo tehnična stvar. V glavnem, moraš imeti pa zraven veliko računalniške moči. In to si lahko ljudje predstavljajo dejansko kot fizični računalniki. Se pravi, tako kot kišta, ki jo imaš doma, ali pa laptop, ampak problem je zdaj, da te naši laptopi doma niso dovolj zmogljivi, da bi to počeli. Ker je že toliko teh ljudi, ki to delajo in te ljudje so tudi seveda zdaj v 10 letih so naredili že specialne računalnike za to, ki se imenujejo ASIC, Application Specific Integrated Circuit, to pomeni. Se pravi, firme so naredile posebne namenske čipe, ki so ustvarjeni izključno za namen potrebovanja teh transakcij na Bitcoin omrežju. In to so tako imenovani pač ASIC SHA-256, ker ta algoritem, s katerim je blockchain zakriptiran, oziroma kriptografski algoritem, ki ga Bitcoin uporablja, ta protokol je ta SHA-256. In te čipi so v bistvu izključno namenjeni samo za to. Sprav, če bi ti zdaj to hotel delati, moraš kupiti te naprave, te ASIC-e moraš kupiti. In potem
moraš imeti nek prostor, kamor jih boš dal, zato ker to doma ne moreš imeti, ker je to preveč glasno. Prvič, to je ful glasno, drugič, ful elektrike. Sprav, rabaš neko tako, mogoče ta prostor, neko halo rabaš, kamor boš ti to dal in se pravi povezal to na internet. No in ko to začne laufati, si pa ti dejansko eden od teh ljudi, ki to počne in zdaj, če boš uspešen pri tem, oziroma če bodo te tvoje naprave našle tisto številko, ki sem prej omenil, potem boš nagrajen za Bitcoin. Pa bo pa tvoja odločitev, a bom jaz zdaj te Bitcoine obdržal ali bom kar takoj prodal, zato da bom kril neke stroške, ker če imaš tak biznis, imaš neke operativne stroške, pa tudi nekaj imaš v kapitalu, dejansko veš, ti si zdaj, ne vem, mi bi se kle zmenili, pa bi vložili 100 jurjev in bi pol imeli ful te opreme. Načeloma pol ta oprema laufa, ti kaj dost, moraš sam skrbeti, da si povezan v internet, da to laufa, in to je to, kar je pol od tvojega početja. Tako da to je ta, potem si moraš pa samo dobro zračunati, a je ta cena elektrike, ta rate, po katerem ti pač kuraš elektriko, a se ti pokriva ta investment. Tako da to je čist, to je zelo poslovno, ljudje ponovadi, ker ne poznajo, pa si to predstavljajo, tam so neki rodari, to je neki shady, Ni, čeprav Bitcoin, se pravi mining sektor te industrije je še vedno zelo tak skrivnosten, oziroma kaj dosti se ne ve o tem, lik zaradi tega, ker to je najbolj tehnološki del vse te zgodbe, kjer so res samo ljudje, ki razpolagajo zelo velikim tehničnim znanjem in zelo dobro pač poznajo te stvari. Zato ni kar vsak pač potrjevalc transakcij na Bitcoin blockchainu. Ampak to je resen biznis. Tako, mislim, to je zelo, pač kapitalsko je zelo zahteven, se pravi, moraš zdaj dati zelo velike količine denarja, da to začneš delati. Se pravi, tukaj zdaj prihajajo tudi neke kritike, da Satoshi si je to zamislil, da bi to vsak lahko počel, zdaj pa to v bistvu ratala neka dirka, kjer spet tisti, ki so bogatejši, v bistvu si lahko to privoščijo, da toliko teh računalnikov kupijo, da lahko zdaj vzdržujejo ta sistem. Ampak še vedno gre za biznis, kjer moraš zelo, zelo dobro v bistvu si izračunati to maržo, da se bo tebi to splačalo. In zato, sprav te rodarje, sprav te ljudje, iščejo dejansko po celem svetu regije, kjer je poceni elektrika, kjer je pač dostop do interneta, zato da vzdržujejo in pomagajo. To je recimo zanimivo. Na začetku prvih par let si ti v bistvu to lahko delal na svojem prenosnem računalniku. Ja. Danes pa ti lahko porabiš več 10 000 evrov, da boš ti lahko, pa boš komaj pokrival dejansko. Če boš. Točno. Gremo pa še naprej na tebe, recimo. Kdaj si se ti prvič srečal z Bitcoinom, pa kaj je bila tista lastnost, ki si rekel, to je bila to decentralizacija, ne vem, lahko plačilna sposobnost, kakorkoli? Jaz sem se prvič z Bitcoinom srečal 2010, sprav to je bilo čist v fazi, ko v bistvu bors sploh še ni bilo, oziroma je bil sam Mt. Gox. In ja, takrat je en prijatelj me nagovarjal, ti si gamer, imaš grafično kartico, dej to ne deli, jaz imam zdaj, ne vem, laptop in ne vem, te bitcoine dobivam in on je takrat dejansko res 50 bitcoinov dobival, na dan recimo. Ampak meni se to takrat zdaj kar nekaj, A če veš, zdaj to je že 10 let zunaj, težko si je zamisliti, ko je bilo to popolnoma neznano, ti nič o tem nisi mogel prebrati, nikjer ni bilo podcastov o tem, nič ni bilo o tem. Pa en pride do tebe in reče, mi zdaj, en bitcoin je ta software, moraš poganjati. Verjete, bi si pomislil, da je neka piramida. Pa še tisti software, je tako zgledal shady, to si mislil, tam zdaj še virus potegnil, in tako, in pa bil sem zelo skeptičen, in sem tako, sem malo to tako opustil, oziroma nisem se za to zanimal. Pol pa v bistvu
Pol je bilo pa, mislim, da 1 let kasneje, ali pa celo isto leto, ne vem, recimo pol leta kasneje, je bilo pa v Hiberpipi v Ljubljani, to je en plac, kjer so se tako taki geeki zbirali. Ne. No in takrat so oni organizirali eno predavanje o Bitcoinu. To se so posnetek na YouTube. Ja, to je posnet. In zanimivo, ne, takrat je, mislim, da Nate Skodrič je predstavil v bistvu neko idejo Bitstampa, ki je takrat bil tako. Nate Skodrič je eden od ustanoviteljev Bitstampa, ja. Sta oni dva to z nami predstavljala tako, kot veš, oni dva sta to na začetku delali tako, popoldne, malo za hec. Ne. In takrat je pa meni tako, sem pa rekel, ok, mogoče pa to ni kar neki. Ne? Ampak še vedno, veš, da bi jaz takrat, ne vem, da bi 100 evrov dal kot študent v neki online, mislim, to je bilo tako, veš, moš vedeti, to je bilo res dolg časa nazaj, ne. V kripto svetu dolg časa nazaj, ne, ker kripto ima čisto eno drugo časovnico. In sem v bistvu šele, ne vem, čez kakšno leto, 2, ko je pa Bitcoin, že tako si lahko recimo na internetu malo gledal te grafe, ne, gibanja cene, sem pa rekel, ok, ajde, mogoče bom jaz se malo s tem začel igrati. Ne. Tako da jaz sem pol prve Bitcoine, ne vem, 2012 recimo kupila. Ne. Seveda so te Bitcoini že zdavni pač šli, a ne. Tako, a veš, večina ljudi, ki se je s tem ukvarjala v teh prvih fazah, tudi ta moj friend, ne, on je imel, ne vem, 10,000 Bitcoinov, ne. Ampak to, a veš, to, kaj je Bitcoin pol enkrat bil, ne vem, $10, 20, to, veš, mi smo bili študenti, tako kot ste zdaj vi, to 20 evrov, to je bilo takrat, to je bilo bogatstvo, ne, to je res bilo bogatstvo. Tako da večina nas je pač vse te Bitcoine, to smo vse prodali, ne. Ampak moram reči, ne, da moram priznati, da takrat jaz tega tehničnega dela nisem razumel. Ne. Jaz štekel sem ta wallet, pa da ti to lahko neki bo, takrat sem si tudi na Bitstampu naredil account, ne, in sem pač kupil Bitcoine. Ampak tako, da bi jaz zdaj ful razumel, kar to je, nisem. Ne. Pač ta špekulativni aspekt mi je bil všeč, ok, to je pač neka internetna stvar. Sem pa šele čez čas, ne vem, recimo, kaj sem, 2014, 2015, sem pa tako, ok, bom jaz to šel zdaj malo raziskovati. Ne. Bom šel na YouTube, pa si bom vzel, pa bom zvezek vzel, pa si bom zapisoval. Veš, ker, kot sem rekel, ne, to je kompleksna stvar, to je zelo težko, ker da ti takoj, a veš, zaštekaš. Pa da v bistvu vidiš celotno sliko. Ja. Je v bistvu vse skupaj kot cel sistem. Ja, in to, kar si me vprašal, kaj je pol mene nekako, v bistvu je neka kombinacija te decentraliziranosti, tega ekonomskega aspekta, da je teh stvari vedno manj, razumevanja recimo te kriptografije, da je to res, da to res deluje, ne? Se pravi, da jaz podpišem neko transakcijo in cel ta koncept teh privatno-javnega ključa. Kot matematika me je tudi to zelo, v bistvu, ta stvar mi je bila ful všeč, ker je to res tako, to je res vrhunska tehnologija, podprta s temi kriptografskimi protokoli. In sem rekel, ok, let's see what happens. In sem pač postal nek Bitcoin holder. Je pa spet, kar se je rekel, v bistvu šele od 2013-2014 naprej so začele ven prihajati na internet neke podrobnejše raziskave, ker v bistvu, da si ti prej razumel ta white paper od Satoshija, si ti mogel biti nek kriptograf ali pa nekaj, to ni bilo za vsakega. Pa vizionar mogoče celo, da si pač dejansko se to, ne? Neko uporabno vrednost v tem, ker ti v bistvu, ko bereš tisti white paper, pač ok, se je neka zamisli, ampak to je vse sam na papirju. To je v bistvu za... Takrat so to lahko razumeli, kot so kriptografi, neki računalniški strokovnjaki. Pa res hudi uporniki sistema. Ja, ampak veš, v bistvu ta aspekt uporništva v tem white paperju ni toliko izpostavljen. Tudi currency beseda, da je to neka valuta, to se sploh ne pojavlja. Tako, kot sem rekel,
to je samo v bistvu opis tega problema, dvojnega zapravljanja v digitalnem okolju in kako je to rešeno, kako mi predlagamo, da se to reši. Tam ni nekega govora, da je to neka zdaj svetovna valuta, ki bo zamenjala ne vem kaj. Ne. Je pa res, da je to nastalo v času, ko je bila ta kriza 2008, in noter v tem prvem bloku je to sporočilo, da je ta UK, ali kako že piše British Chancellor is on the brink of bailing out the banks, nekaj takega piše. Ne. Tako da je neka ta kritika je, ampak sam white paper pa v bistvu o tem nič ne govori. Ne. Ja, zdaj bi se pa v bistvu mogoče si že omenil Bitcoin kot digitalno zlato, oziroma bi se zdaj mogoče koncentriral na to primerjavo Bitcoina z zlatom. In v bistvu, če bi nam mogoče predstavil, kaj so neke lastnosti, ki si jih Bitcoin deli z zlatom, se pravi, oziroma v čem je tudi Bitcoin recimo boljši in v čem je slabši. Ja. Zdaj zlato, tako kot sem omenil, ponavadi ljudje kupijo unčo zlata. Ne. Unča je, mislim, da nekih 31 gramov, ali pa tisti, ki so premožnejši, ne vem, kupijo pol kila ali pa 1 kilska je, ne vem, koliko je to zdaj. Pač je neka cena na trgu. In ljudje načeloma zlato kupujejo za to, da nek del svojega premoženja pretopijo, ne, se pravi, kupijo zlato, se pravi v zlato, z namenom, da bi enkrat v prihodnosti to prodali za profit ali pa za vsaj isto vrednost, kakor so kot nek hranilec vrednosti. Tako, kakor so takrat plačali. Ne. In zaradi te inflacije, se pravi, da naš denar fizičen, se pravi, fiat denar skozi izgublja vrednost, zato ker ga vedno več printamo. Ljudje iščejo, se pravi, ne smeš imeti keša. Se pravi, če ti sam keš nabiraš, tvoj keš v desetletju, 2 desetletjih, 3 desetletjih pač izgubi neko kupno moč, ti izgubiš s tem denarjem. Sploh, če so še obrestne mere, recimo to. Tako, ja. Se pravi, nekaj, kar si ti za 1000 evrov lahko kupil 2010, danes lahko kupiš manj. Tako je, to je čisto taka najbolj enostavna razlaga. Se pravi, tvoja kupna moč tega denarja upada. In ljudje bi se radi pri tem zavarovali, in zlato je neka taka kovina, ki je že tisočletja v naši družbi, v naši civilizaciji. Pač ljudje imajo všeč zlato. Zlato je tudi uporabno v mnogih industrijah, zato je nekako skozi neko povpraševanje po zlatu, ker seveda mora biti neko povpraševanje po nečem. Se pravi, nekdo mora to enkrat kupiti od tebe, če hočeš zaslužiti. Zdaj ne bi bilo mega smisla, da mi sam hordamo neko zlato. Pač. Se pravi, ta lastnost hranilca vrednosti. Potem moramo upoštevati neko prenosljivost. Se pravi, to zlato, zdaj, če ga imaš ti, ne vem, 10 kil, to ne moš ti kar tako nositi okrog. Prej vse to v eno krat. Ja, pa tudi, če imaš to doma, moraš imeti nekaj to zavarovane. Ali imaš to v nekem sefu, ne vem, nekem trezorju, ali imaš doma, ali imaš pri nekomu drugemu, imaš to v neki banki, to je tvoja odločitev. Ampak v glavnem, eni sploh zlata nimajo, eni imajo papir, da imajo zlato, nekje v neki hranilnici, recimo. Se pravi, je vprašanje te hrambe in neke prenosljivosti. Koliko lahko jaz zdaj to prenašam okrog. Potem je tudi nek tržni aspekt, kaj lahko s tem zlatom sploh delam. Recimo, če jaz hitro rabim cash, mislim, bi rad nekaj kupil, načeloma ti ne moreš avto iti kupiti z palco zlata. Moraš pretopiti v fiat in se pravi prodati zlato za denar in pa z denarjem kupiti avto. Se pravi, zlato ni neka uveljavljena valuta, da bi ti kar v trgovinah plačeval zlato. Ja, pa vedno bojo te zagovorniki zlata rekli, ja,
bi mogli biti zelo, se boš videl, a ne enkrat bo take razmere, mislim. Če bomo res šli nazaj na to, da bomo tam si zlato rezali z unih kovačic, mislim, to bo res katastrofa, ne. V glavnem zlata ne moreš kar tako, ne. Ni zdaj neko ful uveljavljeno plačilno sredstvo, tudi ne, enota mere, ampak to so bolj neke lastnosti denarja, ne, se pravi, ti na svoji banki imaš zapisano stanje v evrih, nimaš v unčah zlata, ne. Tako da najpomembnejša stvar, v primerjavi z Bitcoinom je ta hranilec vrednosti, se pravi, to pomeni, koliko cena zlata niha v primerjavi z nekim fiat denarjem, ne. Pa ta prenosljivost, ne. Kako jaz lahko prenašam zlato okrog in ta tržna pol, se pravi, kje jaz lahko zdaj to zlato zamenjam, ne. A lahko to jaz, ne vem, a moram nekam zdaj fizično iti v neko, ne vem, zlato, v neko firmo, ki se ukvarja s to trgovino, ne. Kaj, lahko kar neki firmi to prodam, zdaj v eni tovarni, če rabijo zlato, a veš, tako, to ni, to, ne, so neka taka vprašanja. No in Bitcoin lahko primerjamo v teh, se pravi, na teh področjih. In se lahko zdaj vprašamo, ne, koliko je dober hranilec vrednosti. Če gledamo dnevno nihanje cene, je slabši, ne, zato ker je to zelo volatilno. Če pa gledamo zdaj zadnjih 10 let, je pa fantastičen hranilec vrednosti. Ne. Se pravi, če si ti rekel, ne vem, 2012, jaz hočem svojih 1000 evrov ohraniti, si zelo to dobro naredil. Ne. Tako da, tudi če si na zadnjem bull runu pri 200 evrov kupil, pa si držal, ne, si dobro vrednost, si ohranil in še skoraj potrojil to vrednost. Ampak glavna, jaz mislim, stvar, in ta volatilnost bo itak vedno manjša. Veš, vedno več ljudi, večja kot je tržna vrednost. Tako se to uporablja. Ne. Zmeraj več, kot je institucionalnih nekih. Tako, vedno bolj v bistvu bo ta, oscilacija, pač te cene bo vedno manjša. Ampak to še vedno govorimo tako 20-30 let. Ne. Zdaj jaz še vedno pričakujem, da to bojo velika nihanja. Ne. Se pravi, če bi hotel primerjati hranilec vrednosti, moraš vzeti neko daljše obdobje. Ne. Ampak vse ponavadi pri zlatu tudi vzamemo neko daljše obdobje. Ti ne kupaš zlata za pol leta, ki se toliko ne spreminja. Ne. Pol je pa ta aspekt prenosljivosti. Ne. In tukaj jaz mislim, da Bitcoin je res superioren zlatu. Veš, zlato še vedno lahko ti zaplenijo, lahko ti ukradejo, lahko, se pravi, imaš neke stroške, imaš, da ti to hraniš. Tako, zlato ima tukaj nek zastarel modus, bi jaz rekel. Ne. Bitcoin je pa tako, all you need is internet access. Pač rabiš dostop do interneta, tisti svoj private key. Je pa tukaj, tukaj je ta najbolj v bistvu nehvaležen del, da moraš res sam dobro skrbeti za varnost. In digitalna varnost je pa nekaj, kar mislim, o tem se mi ne učimo, v šolah, tako, to je čisto prepuščen nekemu posamezniku, da poskrbi in poskrbeti, da so te ključi varni, da jih nikoli ne vpisuješ nikamor v bistvu. To pa mnogim ljudem ne gre. In bojo pač zgubili te svoje vrednosti. Ne bi res bistvo, to je v bistvu zelo pomemben del tega, da se v bistvu izobrazijo. Ja. Mislim, tudi recimo držanje Bitcoina na menjalnici ali pa držanje dejansko na v hladni denarnici, se pravi v bistvu cold wallet pa hot wallet v bistvu na menjalnici in v bistvu, da dejansko pogruntajo, kaj je razlika pa kaj so nevarnosti enega držanja, se pravi v cold walletu ali pa v hot walletu. No in zdaj to, kar si omenil, mogoče to malo pokomentiramo. Kaj to sploh pomeni, da ti držiš na menjalnici Bitcoina? Ne? To enostavno pomeni to, da je Bitcoin na nekem naslovu, od katerega, se pravi na naslovu, katerega ti nimaš, se pravi od katerega ti nimaš privatnih ključev. In pomembna stvar je, da ti iz naslova menjalnice te Bitcoine premakneš na nek naslov,
kjer imaš ti privatni ključ. Ne. To pomeni, da si ti v kontroli. Ker če pohekajo borzo, če pač, ne vem, borza zgubi ali pa nekaj pač se zgodi, ti zgubiš dostop. Ne. V bistvu vsi bitcoini, ki so tako v narekovajih izgubljeni, niso izgubljeni. So tam, mi lahko točno preberemo vse bitcoine iz celega blockchaina. Ne. Bitcoini niso nikamor šli, veš, to ljudje ful težko na začetku dojamejo, ker mislijo, da to je, ne vem, zdaj na nekih USB ključih, pa ne vem kaj. Ne. Ključi, ki odklenejo te naslove, so izgubljeni. Ampak bitcoini so pa še vedno tam, na unih naslovih so. Samo mi ne moramo do njih. To je tista stvar. Ne. Zato pravim, da to je digitalni safe, kamor ti daš in vsi lahko to vidijo. Mi gremo lahko zdaj na Blockchain Explorer, napišemo tam nek naslov in pogledamo, na temu naslovu so teli bitcoini. Je pa dobro, ni poimensko ta naslov. Ni poimensko, ni z e-maili to, ali pa s telefonskimi. Random številka. To je ta string, ki ga vidimo, če gremo to gledati, to je v bistvu ta kombinacija, ki se je ustvarila s temi pač privatnega pa javnega ključa, da imaš ti pač to tam zaklenjen. Ja, in to, da imaš ti cold wallet, pomeni samo, da imaš privatni ključ tega svojega naslova, imaš v bistvu ti v lasti. To pomeni. Hot wallet pa pomeni, da je ta wallet, katerega ti privatni ključ imaš, da je v bistvu skozi povezan na internet, oziroma da je da nekako je tudi ta ključ recimo izpostavljen. In to morajo uporabniki, ki hočejo to uporabljati, se morajo tega zavedati. To pa te pač noben ne nauči. Tukaj je ta fraza not your keys, not your coins. Ker v bistvu, če imaš ti na menjalnici bitcoine, v bistvu ti nisi lastnik bitcoinov, imaš pa pravico, da jih ti pošiljaš, pa tudi sprejemaš od recimo drugih. Se pravi, menjalnica ima nek interni accounting, se pravi neko interno računovodstvo, kjer je pa zapisano, ne vem, Andrej Škraba, ki je registriran s tem e-mailom, pa da je te dokumente, ima tale naslov. Naš interni, ampak še vedno to upravlja menjalnica. Ti pa lahko potem preko njihovega pač interfejsa, oziroma tega uporabniškega vmesnika, ko se logiraš, pa lahko upravljaš s tem. In oni potem za tebe oni podpišejo to transakcijo s svojim ključem in jo pač pošljajo preko blockchaina na tvoj naslov. Zdaj smo se dotaknili bitcoina. Vemo pa, da je v bistvu kriptotrg ni sam bitcoin, ampak je v bistvu nešteto, se pravi, zdaj ne vem, mislim, da sem zadnjič gledal, je bilo slabih 10,000 drugih kriptovalut tudi. In v bistvu mogoče zakaj so te mogoče to pomembne, oziroma recimo Ethereum, pa imaš Cardano, Polkadot. Kaj oni hočejo doseči? Ja, vsak hoče nekaj doseči. Zdaj, kaj hoče vsi te doseči? Nekateri hočejo boljši sistem od Bitcoina, nekateri te sistemi so čisto normalne, neke programske rešitve, pa so se spomnili, da bi oni imeli nek token. Tudi to, da je Mercator naredil pika kartico, bi lahko rekel, da so se oni zmislili nek svoj token. Ti pač tiste pike tam naberaš. In to je neke vrste digitalni token, nek žetonček. In zdaj, zakaj je toliko teh projektov? Ja, zaradi tega, ker hočejo ljudje izkoristiti v bistvu hočejo izkoristiti to industrijo, zato, da nekaj zaslužijo. Veliko teh projektov je zelo špekulativne narave, veš. Tako, sploh ni nekih, so tam napisani neki white paperi, kako oni ne vem kaj rešujejo na internetu, ampak to itak je pač brezpredmetno. V bistvu je več rešitev za probleme, ki jih ni. Eni se sploh ne trudijo z white paperi. Ja, eni sploh se ne trudijo, je važen sam, kaj pač tako ne dela. Tako da je full projektov, za kateri so sami sebi namen, oziroma so tam samo zato, da bi nekdo obogatel. Seveda, niso pa vsi tako. Sprav, to je zdaj neka industrija nova, kjer
pa ljudje vsem vidijo, da s to blockchain tehnologijo oziroma z mogoče nekimi nadgradnjami blockchaina, z nekimi čisto novimi sistemi, pa lahko nastanejo neke poslovne, oziroma so nastale neke poslovne priložnosti in zdaj ljudje z nekimi rešitvami probajo tukaj neko dodano vrednost ustvariti. Ne? To pa zdaj, zdaj da bi se spuščali v neke te posebne projekte, jaz to ne bi. Enostavno moraš se poglobiti, če ti je neka zadeva zanimiva, si lahko vzameš čas in se pač poglobiš, si prebereš, pogledaš videti vse tega kontenta, te vsebine je na internetu fura. Okay, zadnje čase poslušamo veliko nekih NFT-jih, kot neka navezava, neko digitalno umetnost. Mogoče lahko na preprost način opišeš, kaj so NFT-ji, pa mogoče še neke druge use case oziroma uporabne lastnosti poleg te digitalne umetnosti. Jaz vedno tako malo provociram, vse Bitcoin je NFT. To je non-fungible token. Se pravi, to je 21 milijonov Bitcoin po izvedbah. Mislim, v 21 milijonih, kaj bi temu rekel? Edicijah, tako. V bistvu Bitcoin je OG NFT, pač nek originalen NFT. No, ampak NFT-ji, ki so zdaj, zakaj je to zdaj popularno, je zato, ker se je v bistvu tukaj oblikoval nek trg in nekateri ljudje so pripravljeni plačati velike količine denarja za to, da so lastniki nekega digitalnega produkta. To ni nič novega. Če ste gamerji, veste, da obstajajo digitalne dobrine v igrah, ki jih ti tudi lahko prodajaš. Samo, kaj je zdaj tukaj neka novost, je, da je to na blockchainu. To ni zapisano v neki centralizirani bazi, to je zapisano na blockchainu, ki je na voljo vsem, vidno je pač na internetu in pride nek ta socialni status noter, da ti se lahko zdaj celemu svetu pokažeš, da imaš toliko keša, da lahko kupaš neko v bistvu sliko, ki jo lahko vsi vidijo, vsi jo lahko vidimo, ampak ti boš pa podpisan kot lastnik te slike. Pa vsi jo lahko downloadajo. To je res, to je pač zanimivo. In mislim, veliko ljudi se temu smeji, ampak jaz sem tako, mislim, vsaka čast, jaz bi tudi naredil nek digitalni meme, pa ga prodal za 60 milijonov. To je fantastično. Mislim, če najdeš, da ti najdeš, pa ustvariš nek trg, to je, mislim, to sploh, če si nek libertarc, to je hudo. Če je povpraševanje za kaj. Če je povpraševanje po nečemu, pa se pol naredi ponudba in se na trgu pač te subjekti najdejo, je to super. Tako da NFT je to so v bistvu tokeni, ki predstavljajo lastništvo nekih digitalnih dobrin. Kaj pa so lahko za gledalce v bistvu, kaj so to lahko res digitalne dobrine, čisto plastično povedano? Digitalne dobrine, to je vse, kar obstaja v digitalni obliki. Se pravi, tvoj Facebook račun je lahko digitalna dobrina. Se pravi, če bi ti zdaj rekel, jaz prodam svoj Facebook račun, ali pa lahko samo nekomu rečeš, na tej strani bomo imeli zapisane lastnike vseh Facebook računov. In bi ti rekel, moj Facebook račun je vreden, en ether in na blockchainu bi se ta transakcija izvedla, ti bi dobil en ether, nekdo bi pa dobil v bistvu potrdilo digitalno, ta token na blockchainu, bi dobil, da je on lastnik tvojega Facebooka. Čeprav ne bi nič ne zanimalo početi, ti bi še vedno lahko vse pač delal tako, kot delaš do zdaj. Sej, to se tako, kad to prvi slišiš, se ti zdi tako... Zakaj? Ja, ampak tako je, ne vem, pač ljudje počnemo različne stvari, eni tripajo na to, ali pa ne vem, zdaj NBA, recimo, je full aktiven na tem področju, tam se neki posnetki prodajajo. OpenSea je ta največja tržnica teh NFT-jev. Tako da to lahko ljudje razumejo čist kot
samo neko digitalno potrdilo, da si ti lastiš nekaj digitalnega. Zdaj pa kaj to je? Tweeti se recimo zdaj prodajajo. Ne? Jack Dorsey, on je prodal svoj prvi tweet, ne vem za koliko. Ja, ampak a veš, tako, zdaj pa se pa folk vpraša, ja, kam pa je on dal ta tweet? Ja, nič se ni zgodil. To je tam, kjer je bilo samo nekje, v neki bazi, se pravi na enem blockchainu, je pa zapisan, da je zdaj lastnik tega tweeta, je pač nekdo. Ne vem, kako se je tam zapisal, pač nekdo je. In to je vse, kar moraš tukaj razumeti. In zdaj, če nekdo misli, recimo, če to posluša nek digitalni umetnik, bi jaz predlagal, da probi spoznati ta koncept, poglej si, kaj to je in mogoče lahko ti začneš nek svoj art, ne vem, kdo je tole narisal, tole sliko, s katero ste vi promovirali ta dogodek, to bi lahko bil NFT. Se pravi, ta artist, ta dizajner bi to lahko nekam dal in bi rekel, bi postavil neko ceno in potem tisti, ki bi to kupil, bi bil zavedno zapisan na internetu kot lastnik. Čeprav bi mi to lahko printali, pa vsak nisi domov. Meni je bilo recimo fascinantno, ko sem poslušal en podcast, da tudi recimo to je tako narejen, da tudi ti prodaš naprej ta NFT. Ja. Ti v bistvu, tudi prvotni lastnik v bistvu lahko dobi neko maržo. To je pa odvisen, kako je sprogramirana ta pametna pogodba. Ja, v bistvu smart contract, v bistvu, pa tudi v bistvu ta stran, na kjer si to ustvaril, ta NFT. Ja. To je zanimivo. Tako da to je pač nek nov trg, kjer se sreča ponudba in povpraševanje. Okay. Druga taka stvar, ki je specifična zaenkrat za kriptosvet, je pa DeFi, oziroma po slovensko decentralizirane finance. Kaj je to, zakaj bi uporabniki, oziroma zakaj bi sploh človek mogel vedeti, kaj to je, pa mogoče kako se primerja z nekim tradicionalnim finančnim sistemom, ki so tiste razlike. In pa jaz spet provociram, to je Bitcoin. Bitcoin je točno to, se pravi, Bitcoin predstavlja decentralizirane finance. Se pravi, mi imamo zdaj bančni sistem je centraliziran, Bitcoin je decentraliziran. In lahko ga smatramo kot nek finančni, ima finančne aspekte. Ampak ja, spet, zakaj je ta kratica nastala, kaj zdaj predstavlja, se pravi, decentralized finance, enostavno neko alternativo vsem trenutnim bančnim storitvam. Kaj pa so bančne storitve? Zdaj lahko vzameš posojilo, lahko sprav kredit, zavarovanje, imaš možnost, da če hraniš denar na banki, da dobivaš obresti, čeprav vemo, da so te obresti pač so mizerne, pač nič. Več te v bistvu stane, jaz ne vem, imam denar na banki, ampak mene več stane, da mi vodijo račun, kot jaz dobim obresti. Tako da v bistvu ni več od tega. No, ampak v decentraliziranih financah, se pravi, to so pa spet neke platforme oziroma neki produkti, kamor se ti lahko povežeš za svojo denarnico, se pravi svojo kriptodenarnico, in na teh platformah lahko počneš v bistvu to, kar ti že zdaj ponuja bančni sistem, vendar to počneš popolnoma neodvisno od banka. To pomeni, da si lahko vzameš nek kredit, vzameš neko posojilo in to posojilo zavaruješ z svojim obstoječim kriptoimetjem. Oziroma si ti lahko ta, ki svoje kriptovalute posodi preko teh platform nekomu drugemu za neke obresti. In zdaj trenutne tržne razmere omogočajo to, da ti služiš veliko večje obresti na svoj kapital, kot ti to omogočajo banke. Seveda, če se to s časoma razširi in bo to postalo bolj popularno, bojo te obresti, ki so zdaj na DeFi-ju, bojo tudi pač vedno manjše. Ker valjda več
Kaj bo povpraševanja, več bo ponudbe in več pol je konkurenca med ponudniki, ne? In tudi konkurenca med temi, ki povprašujejo. Ampak ja, še vedno, ne? Pa gre tukaj za decentraliziranost, kar pomeni, da mi nimamo za tukaj stroškov, da vzdržujemo neko infrastrukturo bančno. Ne? Sprav banke morajo, seveda banke kot institucije pa poslovni subjekti tudi hočejo tukaj delati profit, ne? In v inflatornem sistemu je seveda to težko, oziroma moraš biti kreativen pri temu. Tlej je pa to čisto prepuščeno nekim tržnim silam. Ne? In zato je to zelo zanimivo in ja, zdaj recimo v zadnjem letu pa pol je pa to doživelo neko, ne vem, renesanso. Se ta DTDF ideje so že stare, ne? To o teh recimo platformah, to se je govorili že 4-5 let nazaj, ampak zdaj recimo sploh lansko leto, poleti je pa ta DeFi ful eksplodiral, oziroma so te neki projekti, pa neki coini, oziroma neki tokeni teh platform so ful pridobili na vrednosti, ker je to veliko ljudi začelo uporabljati. To je super, da si izpostavil v bistvu banke kot centralizirano, ti rabiš imeti stavbo, rabiš imeti zaposlene pa tako naprej. Kar se pa pri decentraliziranih financah tiče, je pa v bistvu to, da temelji na neki matematični kodi, po nekem protokolu, praktično brez zaposlenih, imaš čiste programerje, ta protokol je pošten, in ga ni mogoče kar tako ugasniti, in to je v bistvu tudi en vidik, ki je mogoče. Da se ga hackati, ne, da veš tukaj, zdaj imamo druge potem. Pri banki nekdo mogoče lahko poseže, če pride do kakšnih nepravilnosti. A veš, ne smemo tudi zdaj tako zdaj s prstom kazati na banke. Ne? Pač banke so neki, vse ideja banke, a veš, to je čisto v redu ideja. Ne? Pač banke so itak nastale tako, banke so nastale iz nekih trezorskih storitev. A veš, ker je folk doma imel zlato, pa so ga imeli pa preveč, pa so rekli, da imamo mi to nekamo en skupen trezor, kjer bo nekdo v bistvu skrbel za to varnost. In pa so te lastniki teh trezorjev so pa ugotovili, da ljudje načeloma ne dvigajo tega zlata, in so ga začeli naprej posojati. In tako v bistvu se rodi ideja bančništva. A veš, in ideja bančništva je samo oplemenitanje denarja, se pravi, da ti to, kar ti drugi zaupajo, ne, se pravi nek denar, da ga ti posojaš naprej z namenom, ne vem, da financiraš nove podjetniške ideje, da financiraš neko gospodarstvo z namenom služenja obresti. Ne. Ampak problem je, ker banke danes ne posojajo našega denarja. Ne. Banka ne posod mojih 10,000 evrov, da bi jaz kaj zaslužil. Banka pač na podlagi teh 10,000 evrov pač ustvari nov denar. Ne? In to je pač problem. In tukaj v decentraliziranem sistemu, v decentraliziranih financah pa lahko mi postavimo pravila. Sej lahko mi naredimo slabša pravila, da so ful večje obresti, ali pa naredimo to, ne vem, po svojih željah. Ja. A veš, sej tudi Revolut je neka digitalna, da ne bomo zdaj samo tako gledali, da so banke neka zastarela fizična stvar, vse banke imajo tudi svoje digitalne produkte, pa ne vem, Revolut je mobilna banka, kjer ti nikamor ne moreš nobeno stavbo ukorakati, ampak še vedno to je centraliziran sistem, se pravi, za njim stoji neka firma, ki ima absolutno kontrolo nad vsemi temi serverji, se pravi nad vso to infrastrukturo, ki to poganja. Ne. Če se oni odločijo tam pač zakleniti tvoj account, to je to, gotovo, ti nič ne moreš narediti. Ne. Zato je meni všeč ta ideja decentralizacije, kjer ni tega enega absolutnega nadzornika, ampak ja, dobiš pa pol te stvari, da moraš pa sam poskrbeti za varnost. Ne. Okay, zdaj se mi zdi, da smo s tem prvim delom osnovnim nekako zaključili, pa preden gremo na vprašanja gledalcev, bi odprl samo še par tematik, ki so malo bolj tako zapolemizirati, pa mogoče, da se dotaknem kar prve, ki je bilo glede nje tudi veliko zanimanja že pred tem dogodkom, so mi ljudje postavljali vprašanja. V bistvu
kakšno je tvoje mnenje vpliva blockchaina na okolje, mislim, samega rudarjenja, glede na to, ker veliko ljudi pravi, da ima to zelo negativen vpliv na okolje in a to odtehta nekako vse te prednosti, ki nam jih ta tehnologija ponuja? To pravijo ljudje, ki ne poznajo te industrije, ki nimajo pojma, kako to deluje. Se pravi, rudari, spet spomnim, to so potrebovalci transakcij, pa vzdrževalci blockchaina, oni iščejo najbolj ugodne rejte, se pravi, kaj so to cene, najbolj ugodne cene energije. In tistega, kar res zanima ta tema, naj si pogleda, se pravi, tale Cambridge Center for Alternative Finance, CCAF je kratica. Oni so v bistvu neka raziskovalna inštitucija, ki ima najboljše podatke o mining industriji. In po tistih podatkih je več kot 70% te energije, ki je uporabljena za to početje, prihaja iz obnovljivih virov. Spravi to hidro, solarna pa vetrna, ostalo je pa ta premog v to. Tako da jaz tukaj nimam kakšnega posebnega komentarja. Jaz mislim, da to početje je, da poraba energije ni neka slaba stvar. A veš, sej 1/3 internet prometa so porniči. Tako da, mislim, a veš, a smo mi zdaj celo to infrastrukturo, vse to, kar je internet, a je to res narejen samo zato, da se folk drka? Mislim, tako, a veš, pač dejansko. Pa kaj vse imamo, mislim, kaj imamo mi vse, zakaj vse uporabljamo internet. Danes, dejstvo je, da večina ljudi internet uporablja zato, da je na social mediji. Ne zato nekih res koristnih. Ja, tako da ni zato, veš, da boš ti zdaj, ne vem, da bi zdaj rekel, vsak bo zdaj doktorat, a veš, vsak bo doktor, ker ima dostop do interneta. Ja, ne, folk se pač s tem zabava, folk se, ne vem, kratkočasi, počne neumnosti gor, in, a veš, mislim, zakaj nismo kritični do tega? Imamo toliko dobro infrastrukturo za povezovanje med ljudmi, mi jo pa uporabljamo za to, da ne vem, tam tiste neke mime gledamo. Ja, tako da jaz imam isti komentar na Bitcoin. To je neko početje, kjer ljudje vidimo vrednost, zato se porablja energija, ampak veš, napredek civilizacije je vedno povezan z večjo porabo energije. Tako da poraba energije ni slaba stvar. Sej to zdaj ne pomeni, da je pa nekje energije manj. Zaradi tega, ker rudari oziroma te potrebovalci, oni morajo iskati ekonomsko smiselne situacije, kjer v bistvu presežke energije oni porabijo. Sprav, kjer bi šla ta energija v nič, oni iščejo take zato je v bistvu, ker je presežek energije, je v bistvu tam tudi v bistvu cenejše. Je tudi priložnost za to. Oni ne majnajo zdaj klele, ne vem, zraven Ljubljane, kjer je ful večja, ne boš nobene velike farme najdu. Te farme boš najdu tam nekje, a veš, res Bogu za hrbtom. Pa jaz bi tle mogoče še izpostavil, da primerjamo dejansko Bitcoin, kot neko finančno zadevo, z našemu finančnemu sektorju oziroma vsemi bankami, ki tudi tukaj v bistvu gre za neko količino. Ja, seveda, veš, kaj je prevoz na delo, pa kaj je v bistvu zelo težko zmeriti. V bistvu Bitcoin je dober sistem, ker mi točno vemo, koliko energije lahko uporabiš. Ti imaš dejansko tam graf in vidiš, za to, da se, ne vem, potrjujejo te transakcije, rabimo zdaj toliko in toliko pač rabimo takšno količino energije. In v bistvu Bitcoin omrežje je preveč zavarovano, mislim, zavarovano narekovaj, preveč je tega, to s časoma bo se najdlo, veš, zdaj pač iščemo neko ravnoteže, to je še vedno neka mlada industrija, kjer miner pač tisto maržo išče, tako da čez čas bo to pač prišlo na neko normalno, se bo to normaliziralo. Ampak ja, te argumenti, da Bitcoin, ne vem, zdaj ful energije porablja, pa to je toliko slabo, ne vem, za planet. To je tako, mislim,
to so neki računalniki, ki tam laufajo, to ni fracking, veš, ki tam uničuje cele pokrajine. Ja, dober odgovor, ful se strinjam s tem. Druga tematika, nekako bi odprl, je pa, a se ti zdijo kriptovalute nasploh nekakšna rešitev za razvoj držav tretjega sveta? Naprimer, če pogledamo statistiko, da je največ uporabnikov državljanov kriptovalute, naprimer v Nigeriji, kjer kar 30% prebivalcev drži kriptovalute, pol sta takoj Vietnam pa Filipini za Nigerijo. In ne vem, a vidiš ti nekako tem priložnost, da oni s tem dobijo nek dodaten zaslužek, da brez nekih provizij dobivajo denar od sorodnikov iz tujine? Se ti zdi to dobro? Mislim, če ljudje vidijo vrednost v temu in jim to prinaša neko višjo kvaliteto česarkoli življenja, nekih aktivnosti, seveda, to je dobrodošlo. Zdaj vprašanje, a lahko to pomaga tem državam tretjega sveta. Mislim, države tretjega sveta imajo dosti večje probleme, ki so seveda povezani s financami, ampak velikrat je, vprašanje infrastrukture, političnega ozračja oziroma neke te kulture. Problem, kot jaz vidim, tretjih držav je itak korupcija. Kvečemu lahko te stvari, kjer je možnost za zaslužek, poglobijo neko krizo v teh državah, kjer bojo te ljudje, ki imajo absolutno moč, ker v bistvu vse te države, kjer je zelo nizek standard življenja, ponovadi niso demokracija, so pač neke avtoritativne ureditve. So pa samo po imenu demokracije. Ja, bojo pač te absolutni vladarji oziroma neka majhna skupina ljudi, ki je na oblasti, bo te sisteme nadzorovala, oziroma bo recimo, postavila svoje te mining facilitije oziroma in to svojo infrastrukturo in bojo oni to nadzorovali. Ja, pa tudi obdavčila, naprimer, zaslužki. Ja, pa obdavčila, oni pa sami pa ne bojo plačevali davka na to. Tako da, spremljam, kaj se dogaja v teh državah. Recimo Iran je en tak primer, kjer je velik tega hash power, te računske moči za Bitcoin. Recimo na Kitajskem je največ te računske moči. Pa vemo, da Kitajska ni lih. Mislim, si verjetno mi tukaj na Zahodu ne želimo živeti v takem sistemu. Tako da, to so neka zanimiva vprašanja in v bistvu to je neka nova fronta, na kateri se bojo borile države. Zdaj Amerika, itak bo spet boj med temi velesilami, Amerika je v zadnjih recimo 2-3 letih je ful povečala ta delež te računske moči, ki jo imajo na Bitcoinu. Tako da še vedno je prva Kitajska, ampak pol Amerika ni več daleč. In države, ki bojo to upoštekale, oziroma ki bojo tudi odprte do tega, ker imamo tudi države, ki so proti recimo takim rešitvam tehnološkim, bojo pač dosti naslabšene, oziroma tiste, ki bojo to sprejemale, bojo na boljšem. Ja, itak. Pa naprimer še ena tematika, ki smo se tudi že prej dotaknili med začetnimi vprašanji. A se ti zdi, da ima Bitcoin še, ali pa nasploh kriptovalute, še nekako ta duh uporništva, ali pa da je neka prihodnost v tem uporu proti sistemu pa proti tradicionalnim bankam, ali to nekako zamira s tem, ker se razne te večje institucije vključujejo v to, pa razne države? Mislim, če si z tega vidika, koliko težko je zdaj postati ta potrebovalca, koliko težko v bistvu je z nekim svojim računalnikom to podpirati, sigurno je nekako to že primat nekih bogatejših ljudi, je to primat nekoga, ki ima večji kapital, neko večjo kapitalsko moč. Ampak še vedno, vsak posameznik, ne glede na to,
koliko si lahko privošči, oziroma kakšno investicijo lahko naredi. Ja, s tem kaže neko pripadnost ali pa neko nestrinjanje, ali pa išče neko res alternativno stvar za svoje naložbe. Mislim, da to uporništvo, sploh v industriji, ker jaz pač delam v kriptoindustriji, to je še kako se čuti ta etos. Itak je cela ta industrija, tako kot sem rekel na začetku, je nastala iz tega movementa, tega cyberpunka. To, če vas zanima, to je res priporočam, da si malo v tej zgodovini preberete, kjer so te ideje, se pravi privatnost, neka zasebnost, se pravi nek free market, da mi država zdaj ne vzema ne vem kakšnih količin. A veš, kako če pomisliš, ti hodiš v službo, služiš neko plačo in pol plačaš neke davke. Se pravi, država ti vzame recimo polovico. Pol greš v trgovino in spet plačaš davek na neki. Po si s tem prisluženim cashom, si kupiš stanovanje in plačaš tukaj davek. Se pravi, ni nobene transakcije, ker ti država ali pa neka entiteta ne jemlje v bistvu rezultatov tvojega dela. Tako da ta ideja, to imamo vedno v zgodovini, imamo ta boj med tem, koliko ne bo trg odprt in koliko ne bo obdavčen, med tem, da imamo imeti vse kar pošeran med sabo. Tako da ja, ta industrija pa ima še vedno zelo močen ta uporniški duh, ker enostavno folk bi rad drugačen sistem, nekaterih. Nekaterim pa sistem, ki je čist ustreza. Ampak bomo videli, kako se bo to naprej odvilo. Jaz mislim, da čez čas, jaz sem zelo optimističen, jaz mislim, da ti boš čez par let bojo banke, ki bojo zelo progresivne. Ti boš imel pač bančni račun, pa boš imel pa zraven kriptoračun. Ja, bo to zelo, se že razvija v tej smeri. Ja, veš, kot recimo Revoluta, lahko gledaš, Revolut itak kaže neko smer razvoja za bančni sektor. Tako da jaz, če bi bil zdaj banka, jaz bi sam kopiral pač, kar oni delajo, oziroma probo tebu slediti. Tam itak to že imaš, tam imaš ti pač na enem appu, imam jaz zdaj svoj račun, imam enostavno lahko ta cash pošiljam, pa vam pa kar tam lahko neke stokse kupam, pa kar kripto lahko kupam. Veš, to je v bistvu, čeprav to moram poudariti, to ni kripto tak, kot je zamišljen v osnovi. Sprav, to je spet ta fora, not your keys, not your coins. Bo prišlo do neke te sinergije. Bo počasi, veš. Sej, to je že letos, v temu zdaj hypu je vidno, banke so še par let nazaj, recimo JP Morgan je tak klasičen primer, oni so bili full proti, pa zdaj že ponujajo neke produkte na tem. Kako misliš, da bodo centralne banke reagirale na vedno večji? Ko bi recimo zaenkrat mislim, da nek tak procent, da je še tako nekih 5% ljudi ne bi imeli bitcoina v lasti. Ta procent se bo verjetno povečeval, sploh recimo s tem, ker se bo vedno več printov. Kako bodo centralne banke v bistvu reagirale na to? Zaenkrat so v bistvu zelo tak. Bomo videli, sigurno centralni banka to ni zdaj nek všeč, recimo, neka huda stvar. Ampak prišla bo novica, zgodil se bo slej ko prej, če ne prej, mislim, v tem desetletju se bo to, jaz da tako ful bi si postavil, da boš imel centralno banko, ki bo dala press release, da ima zdaj del svojih rezerv v Bitcoinu. No, to bi bilo jasno vprašanje. Če se ti to zdi verjetno, da bi v bistvu del rezerv centralne banke določene države. Seveda, mislim, to je inevitable, to je, se pravi, neizogibno je, da se to zgodi. Seveda to ne bo Fed, ta prvi. Ne bo to ameriška centralna banka, ne bo to evropska centralna banka. To bo neka centralna banka neke crazy države na začetku, ki se bojo vsi smejali. Ampak kaj veš, pa bo ena država, pa bo dve države, pa bo tri države.
In počasi bojo to začeli resno imati. Veš, koliko na začetku? Na začetku Bitcoin je bil, mislim, ljudje so se smejali temu. Se vedno je tako, najprej se ti smejijo, pol se te bojijo, pa se ti pridružijo. Tako da to je nekako progression. Zdaj, veš, tudi regulator, mislim, pač regulacijske, finančne, oziroma davčne organizacije, davčne uprave, to zdaj, veš, bo vedno večja potreba, da to resno jemljajo. Furs tukaj je še vedno tako zelo, mislim, ohlapen, nima nekih pravil, vsak case je zase, tako, neke smernice so, ki v bistvu niso sploh pravila. In ja, Slovenija je tako, neka siva cona, ne vejo še čisto točno, kako bi to smatrali, kako bi to opredelili. Neke stvari so jasne, ampak tako, noben pa noče zdaj na političnem parketu, mi sploh ne poznamo, kdo sploh to niti komentira. V bistvu ne vem, zdaj jaz ne vem, kakšno ima naša vlada, recimo, kakšno ima položaj tukaj, oziroma kakšno je njihovo mnenje, kakšno politiko hoče zasledovati. Ne vem, nisem se niti pozanimal, ampak tako, ni to zdaj še nekaj, kar je splošno znano. Pa kaj veš, čez čas bo pa verjetno to pomembna politična tema, oziroma bodo tudi te nove generacije bodo tukaj zahtevali neke odgovore. Veliko bo mladih tudi, ki mogoče bojo obogateli s tem, pa bojo firme hoteli imeti na tem področju. In če ne bo tukaj neka zakonodaja prijazna za to, kar jaz mislim, da v Sloveniji ne bo, ker v Sloveniji smo mi vedno bolj papeški od papeža, bomo pač iskali v tujini stvari. To je pač slabo za razvoj države. To, da smo mi bili v kriptu dejansko pionirji. Se pravi, da smo dejansko tako bili prvi. Se pravi, zdaj kaj, recimo, NiceHash, Bitstamp, Cryptomat, imaš par teh firm. To je neka nova industrija, rastoča industrija, kadri se iščejo, za ta podjetja, ustvarja se velika dodana vrednost na zaposlenega in to načeloma mora biti v interesu države. Da imaš ti podjetja v gospodarstvu, ki imajo visoko dodano vrednost na zaposlenega. To pomeni, seveda, več davkov lahko pobereš, ampak te ljudje imajo tudi več kupne moči, lahko v tem gospodarstvu zapravljajo. Mogoče še kaj, da se pretegne kakšne tuje investitorje. Seveda. Tako da jaz kot nek ekonomist pa nek zagovornik free marketa vidim tukaj ful pozitivnih stvari. Tako da zdaj sem tudi že več let v tej industriji in jo poznam, razumem to tehnično. Problem je tudi, ker tam nek davčni inšpektor ali pa neka davčna uprava, neke stvari so jim jasne, neke jim pa niso jasne. Vejo, da je tukaj ta kripto svet, ampak se ga tako malo izogibajo. Kdor se res ne poglobi vse skupaj, težko pozna vse razsežnosti tega sveta. To si dobro. Zdaj mislim, da smo obšli nekako ta del, ki smo ga imeli zastavljen, zdaj bi pa še odgovarjali na vaše vprašanja. Najprej mogoče odgovorimo na tiste, ki smo jih že predhodno dobili, ta čas pa če še vas kaj zanima, če so se vam porodila vprašanja ob naši debati prej, kar napišite v komentarje, pa bomo pol odgovorili, tako da mogoče gremo kar na tiste, ki jih že imamo. Kaj bi rekel skeptikom, ki dvomijo v koncept kriptovalut? Da ne se najprej tako, tiskaj je skeptik, mene vedno zanima, koliko je izobražen na tem področju, pa koliko to pozna. Ker skepsa ponavadi prihaja iz nekega neznanja ali pa nepoznavanja enega koncepta ali celega področja. Tako da pol tisti, ki so skeptiki, skepsa je ponavadi, so te teme, ki smo jih že obdelali. Ne vem. Eni pravijo, da to, da imaš ti neko inflacijo, da je to dobra stvar, da v bistvu deflacijska valuta, da ni dobra. Pol to vprašanje porabe energije, varnosti, se pravi velike teh stvari, ker smo lahko skeptični.
Mislim, da sem že dost nekih teh skeps naslovil tekom tega pogovora. Tako da tukaj bi mogel biti zdaj malo specifičen o tem, glede česa so te ljudje skeptični. Ampak ja, ponavadi, če imamo dosti dolgo debato na to temo, pa da res te sogovorniki poznajo to, jaz tako rečem, da večkrat se bo zgodilo, da bo skeptik začel razumeti, se spreobrnil, kakor da bo ostal skeptik. Tako da ja, pri temu skepticizmu vse v bistvu je to dobro. Dobro je, da imaš ti, da nismo zdaj kaj ene ovce pa slepo deremo v neko stvar. Ful je v bistvu dobro, da nekdo ima drugačen pogled, ker to tudi tebi odpira neko možnost razmisleka. Pa itak je nek drug pogled, to je vedno dodana vrednost, da nekdo drugače vidi. Sta dva vrogova. Tako, na ta način demokracija deluje. Na ta način se oblikujejo neke skupne rešitve. Tako. In jaz ful rad debatiram s skeptiki na to temo, ker je to tudi v bistvu zame test, a jaz dobro razumem stvari, a so mogoče res kakšne razpoke v teh konceptih, pa pol probam se bolj poglobiti v eno stvar. Tako da so skeptiki ful rad. Tako da škoda, da imamo danes skeptike. To sem hotel reči, midva sem imela januarja debate, sem bil še ful skeptičen glede tega, mislim, ker je on razlagal vse te koncepte. Pa dejansko, ko sem se poglobil, mislim, meni je predvsem ta duh upornosti sistemu malo noter povleko. In zdaj... moraš najti tisto stvar. Ta dober občutek imaš potem, ko v bistvu, če enega nekako prepričaš, oziroma mu daš neko dodatno znanje, mogoče mu pa prišlo prav v določenem sistemu. Recimo, že se začel ukvarjati potem z NFT in tako naprej. In imaš pa tudi dober občutek, da si dejansko nek pripomogel. Se tako, itak, mislim, se to je normalno. Smo pač ljudje, ki imamo svoje čustva, pa svoje želje, pa potrebe. Večina ljudi se s tem prvič sreča zaradi tega špekulativnega aspekta. Zaradi zaslužka. Tukaj jaz nič ne pravim. In vse to ni slabo. Mislim, zdaj nekdo, ki je, ne vem, pol leta nazaj dal 1000 evrov, pa 100 evrov v Bitcoin, je zdaj nekaj zaslužil. V bistvu cel point našega obstoja je, da mi nekako si večamo pač kvaliteto svojega lifea in v tem sistemu, kjer živimo, si kvaliteto lifea večaš tako, da imaš več cash in si lahko s tem nekaj kupiš. Tako da, če bo zaradi tega več ljudi finančno na boljšem, zaradi tega je to super. Jaz bi tle mogoče še, ker smo pri tem vprašanju glede skepse, pa tako. Zajem sem imela recimo z določenimi podjetniki tudi neke pogovore glede tega. Je bil od večjih v bistvu odgovor, da je to denar v oblakih. Pa da v bistvu bi mogoče predstavljali, da v bistvu ni toliko velika razlika, v bistvu, kot oni mislijo, da imaš ti recimo denar na banki, ki je v bistvu že digitalni, mislim, je to digitalni denar, ali pa denar pač v obliki bitcoinov, ali pa stabilnih kovancev, pač nekje na menjalnici, ali pa v bistvu pač v tvoji zasebni denarnici, pač kot mora to. To je tipičen primer skeptika. Sprav, on očitno ne pozna vseh teh tehnoloških konceptov, ki so tukaj upleteni, ki so del te infrastrukture in enostavno ne razume, nima dovolj znanja. Tako da tazga človeka je pač treba, seveda on mora biti pripravljen, odprt, mu je treba, narediti neko predavanje, mu je treba nekaj razložiti. Sej za veliko ljudi so tudi podjetniki ljudje, ki sam kradejo. Jaz bi mu tako rekel, ti si za veliko večino, mislim za ful Slovencev si ti kriminalc. Pač tako je. Če si ti uspešen, si ziher kradel. In njemu verjetno to ne bi bilo všeč. Tako da, je to pač pa en tak, ki ima tako mnenje, pa enkrat odpre svojo firmo, pa vidi, koliko je težko zaslužiti, pa dejansko pa zasluži na pošten način, bo spremenil mnenje. Ne bo več imel tazga mnenja o podjetnikih. Tako da
to je enostavno neznanje, nepoznavanje. Zdaj je eno zelo specifično vprašanje naše gledalke. Kaj si misliš o veliki porabi energije in pomanjkanju ter ceni grafičnih kartic, ki bi jih lahko uporabili drugje, pa se na veliko kupujejo namen majhnanja? No, vse porabo energije sem že komentiral. Zdaj samo to, zaradi tega je pač tudi pomanjkanje grafičnih kartic. Lej, to je samo anomalija se pravi razkorak med ponudbo in povpraševanjem. To je isto, kot da bi mi začeli proizvodnjo električnih avtomobilov, pa bi nam nekdo rekel, zakaj to delate, saj nikjer ne moreš polniti električnega avta. Nek čas, se pravi neko obdobje v času bo, ko je to res. In zdaj je neko obdobje v času, ko folk večjo vrednost vidi v temu, da kup kartico za namene potrjevanja transakcij, oziroma dodajanja, kukar za to, da bi gameal s temi grafičnimi karticami, ali pa jih uporabljal za nekaj drugega. In zdaj, market se mora temu prilagoditi. Zdaj, če ti toliko ceniš gaming, boš pač plačal višjo ceno, oziroma firme, ki proizvajajo te produkte, bojo mogle povečati svoje proizvodne kapacitete. Simple as that. Se pravi, imamo nek trg, pač to so te šoki, to so te šoki, pač do tega pride, mislim, to ljudje zdaj živijo v nekem izobilju. Ta naša družba, se pravi, geografsko, kjer se mi nahajamo, mi nekega pomanjkanja dobrin nimamo. Ti prideš v trgovino in so police polne. Ni tako, da imaš en izdelek, pa je omejen, ti imaš več istega tipa izdelka, 10 enakih produktov različnih proizvajalcev. Ampak včasih ni bilo tako. To je šele z globalizacijo je prišlo, da imaš ti danes založen hofer za 60,000, ne itemi, ampak različnimi izdelki. Iz vseh držav po svetu. Iz ful držav po svetu. In to je samo zdaj neka razvajenost. In zdaj pač ni grafičnih kartic, mislim, vse so, samo več moraš plačati, zato ker je povpraševanje večje od ponudbe. In enostavno, trajalo bo zdaj nekaj časa, mogoče leto, 2, da firma, ki vidi, to zdaj ful služen, bojo oni zdaj več kapitala dali v proizvodne kapacitete in bo pa tega več. Pa enkrat se bo pa zgodilo to, da bo pa obratno, da bo pa ponudbe več, kot je povpraševanje. In bojo te stvari cenejše. Boš pa pač počakal, boš čez 3 leta nagradil svoj komp. Tako da to zdaj, kad te gamerji jokajo, mislim, če si gamer, pa imaš kartico, začni najskeš uporabljati. Ker boš nekaj s tem zaslužil. Mislim, je zelo straightforward zadeva. Tudi, če imaš pač eno kartico, zdaj ne boš ne vem koliko elektrike s tem porabil. Pa tudi te naši produkti so tako narejeni, da ti znajo vse sami optimizirati. Tako da jaz bi odgovoril, to je market. Del cikla. To se pač dogaja. Včasih v Jugoslaviji, ne vem, si bencin tanku lahko sam na določene dneve. Je bilo, se pravi, če se je tvoja tablica končala, ne vem, od 1 do 5, si lahko tanku ob ponedeljkih pa petkih, če se je pa končala od 6 do 9, si pa lahko tanku ob sredah pa nedeljah. To folk ne ve danes več. Zato, ker je v toku vsega. Ti nikoli ne priješ na petrol, pa da ni benza tam za tankati. Ampak to je včasih bilo normalno. Pač ni bilo benzina, ker je bila, ne vem, naftna kriza. Ampak zdaj pa je grafične kartice ni bilo. Kaj še ostalo vprašanje? Je bilo že tako odgovorjeno. Ne se drugače tudi tle so napisali, da na večino stvari bo že odgovorjen. Tako da, ne vem, po mojem smo kar lepo zaobšli celo to temo. Tudi verjetno, mislim, upam, da ste izvedeli tiste stvari, zaradi katerih ste nas prišli poslušati.
Tako da jaz bi se ti lepo zahvalil, Andrej, da si prišel v Loko in si bil pripravljen narediti ta pogovor. Se mi res zdi, da je bil konstruktiven. Zahvalil bi se tudi vama, Jure pa Matej, da sta pomagala voditi debato. Pol bi se zahvalil tudi naši tehnični ekipi, ki je skrbela za prenos, pa za to, da ste nas lahko danes gledali. Pa konec koncev tudi klubu škofjeloških študentov, ki je vse skupaj mogoče. Tako da hvala vsem, pa se vidimo v naslednji kremljalnici. Thank you.